Dobrodošli v novi epizodi podcasta Inspiracija. To je prva epizoda v letošnjem letu 2026. Sicer pa že kar 29. po vrsti. Res sem vesela, da me spremljate, da lahko še naprej snemam in z vami delim tisto, kar čutim v sebi, kar se mi poraja, o čemer razmišljam dlje časa ponavadi. In da se skupaj s tem potapljamo v svoj notranji svet in raziskujemo svojo notranjost, izboljšujemo, svoj odnos do sebe, predvsem v prvi vrsti komunikacijo s sabo, z drugimi, se ukvarjamo tudi z vibracijo zvoka, z glasbo, ki nas poživlja, ki nam včasih kar daje smisel v teh kaotičnih časih in regulira naš živčni sistem. Vsaj meni veliko pomeni, verjamem, da tudi vsem vam, ki me spremljate. Želim vam eno čudovito leto. Ne samo polno novih priložnosti, čeprav tudi seveda novih priložnosti, zdravja, predvsem pa notranjega miru, pomirjenosti s samim sabo, pozitivne komunikacije s seboj oziroma take komunikacije, ki vas podpira, ki vas dviguje, ki viša vašo vibracijo, ker ko dvignemo pri sebi svojo vibracijo, se potem tudi naše okoliščine v našem življenju spremenijo zagotovo. Tako da veliko ljubezni do sebe, do drugih torej in vsega dobrega. Kar pa se tiče prve teme današnjega oziroma letošnjega leta, je pa tema, ki je povezana v bistvu niti ne toliko s tem, kar sem zdaj opisovala, torej komunikacija, delo na sebi in tako naprej, zvok. Čeprav lahko bi rekla, da je povezano z vsem tem na tak posreden način. Izbrala sem temo materinstva oziroma nekaj, bom rekla, posebnega področja materinstva, če se tako izrazim. Vsi tisti, ki me poznate, že malo bolj veste, da sem tudi mama zadnjih 5 let svoji čudoviti hčerkici. In moram reči, da so mi ta leta, teh 5 let prinesla res ogromno vsega. Potopila so me v moj notranji svet še bolj, kot sem si predstavljala. Razkrila vse moje temne stvari, vse temne sence moje podzavesti, oziroma najbrž še ne vse, no. To je, bom rekla, tako življenjsko delo, da težko rečem, da vse, ampak definitivno marsikatere delčke sebe, ki jih nekako nisem do zdaj mogoče hotela niti priznati, niti sprejeti, niti opustiti, ampak sem bila nekako primorana, ker otroci so, bom rekla, dušice, čiste dušice, ki v bistvu zbujajo v nas vse tisto, kar ni razrešeno. In ni ga bolj temeljitega dela na sebi kot takrat, ko se predaš materinstvu, ko se učiš od otroka, od vseh situacij, ki jih, bom rekla, sproža, ko si prisoten z otrokom in ko si pri tem zavesten, lahko v bistvu zelo lepo rasteš z njim. In moja zgodba je pa še toliko bolj mogoče malo bolj drugačna, no, predvsem zato, ker sem se po rojstvu svoje hčerke odločila, da bom ostala s svojo hčerko doma, pa ne samo prvo leto, torej kar se tiče porodniškega dopusta, ampak da bom z njo ostala, dokler bom pač čutila, da ne bo šla v vrtec, skratka, da bom jaz tista, ki bom ob njej, ker jo želim videti rast, ker jo želim videti, kako se razvija, ker želim biti njen, bom rekla, varen objem, varno zavetje in tisto v bistvu, kar otrok najbolj potrebuje, torej to resnično srčno bližino. In nekako, ko se je rodila, niti približno nisem čutila, da bi bila po prvem letu pripravljena dati otroka drugam, v neke tuje roke. Ampak že ob začetku, preden nadaljujem s to svojo zgodbo, bi rada položila na srce vsem mamam. Jaz vem, da je to zelo taka lahko občutljiva tema, materinstvo, ker ženske smo nasploh zelo ranljive v teh sploh prvih letih otrokovega življenja po porodu in zelo občutljive tudi na kakršnekoli kritike, če temu rečem lahko kritika, oziroma ker enostavno se bojimo, da bi se napačno odločile, ker nam je mar za otroka, ker nas skrbi.
In nam je včasih lahko zelo težko, ko slišimo zgodbe drugih, pa se primerjamo in tako naprej. In ne želim, da se to tukaj zgodi, tudi ne želim, da vas kakorkoli prepričujem v karkoli, da je bila moja pot boljša, prava, lepša, karkoli, daleč od tega. Želim samo z vami deliti svojo pot, kaj vse sem doživljala v teh 5 letih, že zato, da sama pri sebi malo ozavestim še bolj te stvari, predvsem pa, da mogoče tiste mamice, ki ste, bom rekla, nekako dajete na tehtnico, kako bi se odločile glede svojega otroka, biti z otrokom doma ali ne, kaj to za vas pomeni, če imate dvome, če imate že skrite želje glede tega, da nekako slišite mojo zgodbo, ki vam mogoče lahko pomaga ali pri vaši odločitvi, ali pa samo, da pač slišite eno plat zgodbe ene mamice, da se zaveste, da obstajajo različne poti. Predvsem je pa vedno moj namen tudi to, da slišimo več perspektiv, ne? Da tudi vi slišite kakšno drugačno perspektivo, da ozaveščamo skupaj, da smo ljudje različni in da se odločamo različno in da ni potrebe po primerjanju, sojenju kogarkoli ali pa karkoli podobnega. Torej, gre za sprejemanje različnih poti. In moja je bila takšna, kot sem jo zdaj že v bistvu začela malo opisovati. Torej, jaz sem se za to odločila, ker sem enostavno tako čutila. To je bil en tak instinktiven, bom rekla, občutek, instinkt, lahko rečem temu materinski instinkt, ko enostavno ne čutiš, da bi dal otroka, sploh pa ne tako majhnega od sebe, ker toliko potrebuje mamo, njen stik, njeno bližino, kot sem že rekla, in zato sva se pač z možem tako tudi odločila. Na tem mestu tudi lahko rečem, da ne obsojam kogarkoli, če se tako ne odloči, sploh zato, ker marsikdo nima te možnosti. So mamice, ki se za to ne odločijo zaradi različnih razlogov in tudi to je okej. Jaz pač takrat tega nisem čutila in imela sem to možnost. Seveda je bila to tudi malo stvar, bom rekla, kar velike odločitve. Vedela sem, kaj bo to pomenilo zame, vsaj v neki meri, ne v celoti. To sem potem šele ugotovila kasneje, v kakšni meri. Ampak enostavno se mi je to zdelo nekaj najpomembnejšega v mojem življenju, tisti trenutek, in mi je bilo bolj pomembno v bistvu, da dam v fokus svojega otroka in pustim, bom rekla, svoje dejavnosti, kariero in vse tisto, kar sem pač počela do tistega trenutka, na stran, na pauzo, kakorkoli želite. To je za mene pomenilo kar veliko transformacijo, predvsem zato, ker sem se soočala v teh letih z ogromno predsodki ljudi. Moram reči, da zdaj sem že, bom rekla, nekako prešla to mejo, bom rekla, prestopila ta most in da lahko zdaj govorim mogoče z malo manj nekega naboja v teh stvareh. Ampak moram pa priznati, da je bilo teh 5 let res na trenutke res težavnih, ne zgolj zato, ker je pač to težko biti z otrokom konstantno, ne, torej vsak dan, da je lahko naporno na trenutke, pa čeprav obenem izredno zadovoljujoče. Mi je bilo težje v bistvu sprejeti ves ta predsodek, pritisk, ki je prihajal tudi iz okolja. Ampak se veste, kako je s pritiskom, ne? Ne čutimo ga, ko v sebi enkrat razčistimo, zakaj smo tukaj, zakaj delamo to, kar delamo, in potem tudi ta pritisk nekako popusti. In tako je s časoma, ko sem sama pri sebi predelovala to svojo odločitev, ta svoj zakaj, tudi ta pritisk okolja, bom rekla, popuščal, oziroma ne, da je popuščal, jaz mu nisem dala mesto v svoji notranjosti, v svojem življenju, ker sem enostavno stala dovolj trdno za svojo odločitvijo, da bom z otrokom ostala doma. Bi pa želela v tem trenutku nekako izpostaviti določene predsodke ali pa rečemo temu neke mite o mamah, ki ostajajo doma. Predvsem zato, da dobite malo bolj realno sliko, kaj sploh to pomeni biti doma, ker sem srečevala ljudi, ki so imeli o tem pač drugačno predstavo, kot je v bistvu realna predstava, čeprav se zavedam, da so družine tudi različne in da tudi moja zgodba mame, ki je doma, gotovo ni enaka ostalim, ker imamo tudi lahko različne vrednote znotraj, bom rekla, te odločitve, in
to vsekakor ne opisuje, bom rekla, generalno populacijo mam, ki so doma. Se boste pa gotovo našli tiste mame v kakšnem mojem opisu. Predvsem v tem, kako ste doživljale vse te predsodke ljudi oziroma napade včasih tudi tega sem bila deležna. Ampak prva stvar, ki bi jo želela izpostaviti, je to, da je mama, ki je doma, ostane doma, enostavno lena. Da se ji ne da delati. Da pač enostavno visi na možu, ni produktivna, da je intelektualno zaostala zaradi tega, pa še bom nekaj stvari naštela, ki sem si jih zadala za danes. Skratka, na nek način postane to res na koncu ena stigma, lahko, če si ne razčistiš teh stvari v glavi. Torej, prva stvar, lenoba. Vsi tisti, ki ste doma z otrokom, pa če tudi ni to vsak dan, če tudi je to lahko recimo samo čez vikend, dostikrat sem slišala, kako rečejo starši, komaj čakam, da grem v službo, da se malo odpočijem. Tisti, ki je iskren, to reče, ne? Torej, da si malo spočijem, ker mi je enostavno težko zdržati. Ne obsojam nikogar, popolnoma razumem, kako je to, popolnoma razumem, da starši potrebujemo, ali pa skrbniki pač otrok, potrebujemo čas zase, potrebujemo malo umika in potrebujemo, bom rekla, ta prostor zase. In ko si z otrokom doma, imaš, bom rekla, bolj malo tega luksuza, časa zase, oziroma moraš biti zelo kreativen, da si te trenutke ustvariš znotraj tega časa, ki ga imaš z otrokom. Praktično si z njim veliko časa, prepoznaš oziroma poznaš vse njegove, oziroma prestrežeš, tako bom rekla, vse njegove tantrume, vse tiste občutke, močne občutke, ki jih seveda ne zna predelovati sam, kjer mu moraš držati prostor, da jih predela, ob tem pa seveda tebi delajo notri vsi klikerji vašega, pač tvojega otroštva in moraš predelovati dejansko tudi svoje rane, svoje, bom rekla, nepredelana čustva. In seveda narediš milijon napak. Enostavno, ker si prisoten in se nimaš kam umakniti tisti trenutek, ne. Ne moreš elegantno zbežati v svojo službo, ampak si enostavno tam in si primoran trenirati, če temu rečem tako, trenirati, biti prisoten in se distancirati od vseh, bom rekla, svojih občutkov, travm, ki te trigirajo ob otrokovem vedenju, in začeti ločevati, kaj je v bistvu tvoj občutek samo in kaj je, bom rekla, resnična situacija, ki se dogaja. In to je tisto, kar je mene najbolj, bom rekla, mojstrilo, pri čemer sem najbolj osebnostno rasla in se soočala s sabo, ker enostavno ne moreš pobegati. Sence so ti razkrite, zaveš se, kako v bistvu reagiraš kot tvoja mama ali pa oče, tisto, kar si najmanj v bistvu želela, ne. Ker vsaj jaz sem si rekla, želim drugače, želim, da tisto, kar je meni manjkalo, nuditi pa svojemu otroku, ne, ampak velikokrat se v bistvu zaveš, ne, da vznikne v tebi pač reakcija, ki si jo vajen iz otroštva in dejansko moraš res biti zavesten in delati na sebi, da to presegaš. In seveda ne uspe ti vedno, daleč od tega, sploh ko si z otrokom non-stop in imaš včasih niti časa vdihniti, izdihniti, da bi dejansko premislil, kaj se je trenutno zgodilo. In to so bili včasih najtežji trenutki. Ampak na koncu moram reči, da je bil to najboljši občutek, no, ker sem dejansko uspela predelati marsikaj v sebi, ker me je otrok veliko naučil oziroma me je hčerka veliko naučila o sebi in predvsem mi je bilo všeč to, da sem lahko bila z njo, da sem bila lahko ob njej in da sem lahko dejansko reagirala na tak način velikokrat, kot sem si želela zase v svojem otroštvu. In otrok predvsem rabi zrelega odraslega ob sebi, ne toliko svojih vrstnikov. Vrstniki so seveda potrebni za igro,
ampak vsa ta socializacija in podobne zadeve otroka, o tem bi lahko verjetno posnela še kakšno epizodo, ampak bom mogoče kdaj drugič. Nobenega pomanjkanja otrok ne čuti, ker stvar je ena. Ko se otrok počuti dovolj čustveno varno, takrat bo on z lahkoto šel v svet in bo z lahkoto samostojen, ker ima bazo, ker ima temelj, ker ve, da ima tam sidro, kjer je dobrodošel, kjer je sprejet v vseh svojih čustvih, kjer je ljubljen, kjer je zaželen. In to je tisto, kar otrok potrebuje. In ta osnova v prvih letih se mi je zdela tako bistvena, da enostavno nisem imela srca, da bi otroka v bistvu dala drugam, k ljudem, ki jih dejansko ne poznam, ki so zame tujci dejansko in katerih vrednote ne poznam, in da bi bil otrok dejansko več časa v rokah drugih ljudi, kot pa v mojem objemu, enostavno. In to ni bilo lahko delo, kot že rečeno. To ni nobena lenoba, daleč od tega. Brezdelje je videti, ne, navzven, ampak to je, dragi moji, samo izraz ali pa bom rekla mnenje te patriarhalno naravnane družbe, ki zahteva samo zunanje dosežke, ki zahteva samo zunanje delovanje, produktivnost, kaj narediš za družbo, torej nič ni narobe s služenjem ljudem, daleč od tega, ampak če se gre zgolj in samo za neko produktivnost, brez da bi poskrbel za osnovo, torej za čustveno varnost, za obilje v miru konec koncev, zunanja produktivnost na dolgi rok ne pomeni prav nič. In kaj je boljše za družbo kot umirjena, srečna mama, ki potem daje umirjen, srečen prostor za svojega otroka in ga pol ponese takega v družbo. Srečen otrok, srečna družba na koncu koncev. Če začnemo pri temelju. Ne da ga vržemo v svet brez tega temeljnega občutka varnosti. Zato pa se potem toliko ljudi v življenju lovi. Tudi sama konec koncev sem se lovila, se še vedno lovim v tem zunanjem svetu, ker postavljam šele zdaj pri svojih, lahko rečem, 40 letih, 40 letih postavljam svoj temelj varnosti šele, da lahko čutim, da počasi vstopam kot Erika v svet. In to se začne enostavno v otroštvu in to je delo. In za mamo je to delo, ampak zame je bilo to nekaj najbolj naravnega v prvih letih življenja, da to nudim otroku. In vsaka mama, sem prepričana, če bi se priklopila na ta osnovni instinktivni občutek, bi to naredila. Žal smo si ustvarili tako družbo, ki tega ne podpira. Žal smo si ustvarili družbo, ki razdira družine. Ne pravim, da je vsaka mama, da mora vsaka mama delovati na tak način, daleč od tega. Sem pa prepričana, da bi se marsikatera mama želela, da bi si želela biti v odnosu z otrokom na tak način, torej da bi zagotovo ostala še kakšen mesec, leto vsaj več z otrokom kot sicer, če ne bi to od nje zahtevala družba. Pa boste rekli, v nekaterih državah pa je drugače, pa grejo otroci že pri, 7 mesecih ali pa še prej v vrtce, pa gre mama že delati, pa kako imamo v Sloveniji srečo, se strinjam, da če se gremo primerjati, ja, ampak iz čisto tega, bom rekla, biološkega ali pa instinktivnega občutka ženske, pa sem prepričana, da ženska rabi ta stik z otrokom. Ali pa da je v bistvu, če ste si ženske, tiste, ki ste si, hvala Bogu, če ste si ustvarili neko varno skupnost, kjer je poskrbljeno za vašega otroka takrat, ko niste vi v stiku z njim. Torej, da so to ljudje, ki jim zaupate, da veste, da so to ljudje, ki so srčni, ki znajo poskrbeti za vašega otroka. In da tukaj ne bo zdaj to zvenelo, da zdaj kritiziram vse vzgojitelje in vrtce in tako naprej in sistem na splošno, daleč od tega. Zagotovo sem prepričana in tudi srečala sem že take vzgojitelje, za katere vem, da imajo srce na mestu in da poskrbijo čudovito za otroke. Gre se v bistvu za ta osnovni koncept, da je ženska dostikrat prisiljena
v neko dejanje, za katero vem, da ni naravno in da ne čuti, da ga ne čuti v resnici v sebi. Tako da vem, da bom s tem verjetno sprožila velik val neke kritike in drugačnih argumentov, nič za to. Seveda na dan z njimi je fajn, da se o teh stvareh pogovarjamo, ampak zagotovo želim pač povedati tudi to svojo plat. Ker ena stvar, ki je tudi slišim veliko, ker da mame, ki ostanejo doma, intelektualno nazadujejo. Mogoče, ne vem, že definicija tega izraza, ne bom rekla, da v celoti poznam, kaj človek, ki to reče, sploh misli v resnici, kaj je to intelektualno nazadovanje. Definitivno pa, vem, kaj pomeni to, no, ampak se mi zdi kot nek tak zelo poniževalen izraz za žensko. Ker ženska definitivno ne nazaduje na nobenem področju. Nazadovanje, dragi moji, je vse prej kot to, kar mama postane, ko je svojim otrokom. Dobro veste, mame, kako je, kaj vse moramo biti mame, ko smo mame. Organizacija, kreativnost, ko si z otrokom, gospodinjstvo, dejansko izobražuješ se na področju prehrane, izobražuješ se na področju psihološkega razvoja otrok, vsaj pri meni je bilo tako, no, izvedela sem veliko o psihologiji otroka v tem času. Da ne govorim, kar sem že govorila o delu na sebi in tako naprej. In to je daleč od nesposobnosti, da ženska ni sposobna biti v službi in še zraven skrbeti za otroka, da je to pač enostavno nesposobnost ženske, daleč od tega. To je odločitev za predanost in to zahteva celega oziroma celo žensko. In to je včasih zelo težko. In seveda v ozadju vsake ženske, tudi pri meni je bilo tako, da ne bom, tega ne želim skrivati, vprašanja o tem, a zdaj visim na svojem moškem, kaj pa moja finančna neodvisnost, kaj pa če me moški zapusti, kaj pa če on izgubi službo, kaj pa če ne vem, se njemu kaj zgodi, pa kaj bom jaz, ne, pa konec koncev lahko manipulira z mano, ker sem čustveno in finančno odvisna od njega in tako naprej. A je to res? Vsak dan sva si gradila odnos, ki je temeljil na zaupanju in ki je temeljil na tej jasni odločitvi, za katero sva vedela, da ne bo trajala v nedogled, ampak je bila jasna odločitev. In to mi je vlivalo zaupanje. In ko sva bila midva trdna v tem prepričanju in v tej viziji najinega življenja, v teh 5 letih, se je vse poklopilo. In je pa res, da je za žensko to težko, ker ti potem začnejo misli prihajati, ne, pa v 21. stoletju, pa bom zdaj odvisna od moškega, tako kot so bile, ne vem, naše babice od svojih mož in tako naprej. Ampak temelj je drugačen. To je bila jasna odločitev, ne odločitev obupa. Ja, seveda smo si mogoče nekatere stvari privoščili, nismo mogli privoščiti, kot bi si sicer, ampak ko sem dala na tehtnico, sem si rekla, kaj je bolj pomembno. Da grem na počitnice na Havaje s svojo družino ali da si ustvarim miren, srečen, zadovoljen dan s svojo hčerko, kjerkoli že to je. V miru, v nobeni hektiki, ampak v enostavno tistem občutenju sreče, radosti za ta trenutek, da smo skupaj, da smo lahko skupaj, da preživljam čas s svojo družino, ki mi je pomembna vrednota in to se mi je zdelo čudovito. In ko sem našla to srečo, to radost v takih trenutkih, je bilo v bistvu vse poplačano, tudi brez denarja. Tako da za vse tiste, no, ki se sprašujete, kako je s tem, ni pa enostavno, ne, ker družba pa pritiska in čutiš pritisk, seveda, ja, kaj pa boš, pa kaj pa delo, pa kako bosta, pa gor pa dol, ja, seveda, ne, spraševala sva se marsikaj in dostikrat ni bilo težko tudi zaradi tega, ni bilo lahko, no, tudi zaradi tega, ampak vedno znova se moramo vprašati pri vsaki stvari, zakaj to počnem, zakaj je moja odločitev taka in ko se vrneš nazaj v svoj zakaj, torej, ko sem se zavedla, to je moje sidro, družina je moja vrednota in v prvi vrsti mi je pomembno, da ustvarim v svoji družini mir, da ustvarim stabilnost, da ustvarim varnost, bližino, lepe odnose, ki so v bistvu odskočna deska za vse ostalo potem v življenju. In to mi je bilo zelo, zelo pomembno. Kot že rečeno pa, to je odločitev vsakega posameznika, to ni nekaj, kar
v kar želim siliti kogarkoli, da mora delovati na tak način, da bi mogla biti to njegova pot, da je to edina pravilna pot. Verjetno priznam, da ne vem, kako je, ko si zraven še vpet v službo in še skrbiš za otroka in še urejaš vse te stvari. To verjetno tukaj priznam, moja zgodba je tukaj drugačna in ne bom trdila, da razumem, kako je biti v tej koži, boljše ali slabše, tega sploh nočem ocenjevati. Želela pa sem vam pač povedati vsaj utrinek svoje poti, da boste malo bolj razumeli, kaj to pomeni biti mama doma. Predvsem pa mi je zelo pomembno to, da sem lahko srečala vsaj potem kasneje, na začetku še ne, kar je bilo najtežje, ko imaš občutek, da si sam v tem, ko te vsi malo čudno gledajo, kako doma, tretje, četrto, kaj pa vrstniki, kaj pa uno, kaj pa tretje. Moram reči, da sem bila potem zelo zadovoljna, ko sem v bistvu srečala mamice, ki so v podobni poziciji, ki so se tudi odločile za biti doma z otrokom, in kar mi je dalo vedeti, je to, kako res pomembno je, da imamo skupnost podobno mislečih ali pa ljudi, ki imamo srce na podobnem mestu, če tako rečem, torej gledamo na stvari na tak način, oziroma ali pa na otroke, na družino, da imamo vsaj to vrednoto nekako skupno in jo doživljamo na podoben način, ker da nimaš res tega občutka, da si sam v tem. Tako da tudi s tem namenom sem rekla, da bi rada posnela ta video za vse tiste mamice tudi, ki ste doma, ki ste se odločile za to, ali pa se mogoče še odločate, pa ste potrebovali samo še en tak, bom rekla, utrinek enega navdiha, da to tudi storite. Z vašim otrokom bo vse v redu, tudi če bo doma, se čudovito razvija. Imejte v mislih samo to, važna je ta baza, torej ta varna baza, kakorkoli jo že gradite, tudi če je vaš otrok v vrtcu ali pa pri babici ali kjerkoli, važno je, da ima nekoga v življenju, torej v prvih letih življenja svojega odraslega, zrelega posameznika, ki je sposoben ustvariti to varno navezanost. In če vam to uspe, ste naredili praktično vse. Tako da hvala, ker ste mi prisluhnili o tej temi, ki je tudi zame bila tako, ker mogoče ranljiva še na trenutke, ampak rekla sem, da se bom z delčkom dotaknila tega. Vem, da bom sprožila verjetno kakšno sočno debato glede tega, nič za to, sem pripravljena tudi na to, lahko tudi meni osebno kaj pišete, napišete, pokomentirate, poveste svojo plat. Definitivno pa ne želim kogarkoli obsojati za odločitve, ki jih sprejemate v svojem življenju, tudi v družini svoji oziroma v povezavi s svojimi otroki. Kot sem že večkrat povedala, gre se za to, da pač ozaveščam tudi to plat zgodbe, torej mamic, ki smo ostale doma. Tako da hvala, ker ste prisluhnile, drage mame, dragi očki, dragi vsi ostali. Predvsem pa, če ste doma ali pa ne pozabite najti trenutkov zase, ko počnete stvari, ki poleg otroka seveda v vas budi tisto iskro navdiha, tisto iskro življenja, ki vam daje zagon, tisto, kar vas enostavno napolnjuje. To je najbolj pomembno, tisto, kar je v skladu z vašo dušo. In če boste to počeli v vašem vsakdanu, ne more iti prav nič narobe. Lepo se imejte in se vidimo v naslednji epizodi podcasta Inspiracija.